Papež Frančišek je na drugo nedeljo med letom obiskal rimsko sinagogo. 17. januarja namreč obhajamo dan za poglobitev in razvoj dialoga med katoličani in Judi. Tokrat je bil že 20. po vrsti. V svojem slogu, ki zagovarja predvsem kulturo dialoga in srečanja, se je sveti oče ob prihodu v sinagogo dolgo časa zadržal v osebnih stikih z vsemi navzočimi in z mnogimi spregovoril nekaj besed. Povedal jim je, da so mu zelo pri srcu stiki z Judi. Spomnil je na zgodovino odnosov, ki so postali prijateljski, saj se čutimo bratje in sestre pred stvarnikom. Nato pa je Frančišek, kot že njegovi predhodniki, odločno obsodil vsako obliko antisemitizma in nato na kratko povzel korake v judovsko-katoliškem dialogu ter nadaljeval. Ne la violenza, ne la morte avranno mai l'ultima parola davanti. Nasilje in smrt ne bosta imeli zadnje besede pred Bogom, ki je Bog ljubezni in življenja. Naj nam pomaga po vsem svetu ustvarjati logiko miru, sprave, odpuščanja in življenja, je dejal sveti oče in ob tem spomnil na nemirno sveto deželo, Bližnji vzhod in Afriko. Ob koncu je izrazil svojo bližino še živečim pričam holokausta in poseben pozdrav namenil prisotnim, ki so se srečanja udeležili. Dragi starejši bratje, zares moramo biti hvaležni za vse, kar je bilo mogoče uresničiti v zadnjih 50 letih, da so med nami zrasli in se poglobili medsebojno razumevanje, zaupanje in prijateljstvo. Skupaj prosimo Gospoda, da bi vodil našo pot naproti dobri, boljši prihodnosti. Bog ima z nami načrt zveličanja, miru. Naj nas Gospod blagoslovi in nas varuje, je zbranim dejal papež Frančišek.